Mislim, da je najboljše, da gremo kar naprej in vabim naslednjega referenta, dr. Gorazda Bajca, ki bo pa govoril tudi o zahodnih zaveznikih na drugem način. To skratka pogled zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno in po njej. Hvala besedo. Spoštovani. O politiki Anglo-Američanov do Jugoslavije je že veliko znanega. Nekoliko manj poznam pa je njihov pogled na tematiko nasilja. Lahko si predstavljamo, da je v anglo-ameriških arhivih tudi o tem res veliko dokumentov. V referatu bom predstavil le nekatere poglede Anglo-Američanov, predvsem pa bom izpostavil ključna metodološka vprašanja, na primer, kolikšen naj bi bil dejanski interes zahodnih zaveznikov za nasilje, kdo jim je posredoval informacije in kako jim je uspelo spremljati dogajanje. Izhajal sem iz hipoteze, da je bil interes Britancev in Američanov registrirati čim več nasilnih primerov. Najbolj pa so jih zanimali tisti primeri, ko so nasilja neposredno zajela njihove vojake in ali civiliste. Torej, glede nasilja med vojno v Jugoslaviji. Glede razmer na Slovenskem so konec poletja 1941 Britanci preko Mihe Kreka prejeli prve, sicer nepreverjene, podatke o okupaciji. V jeseni je Krek že prejel prvo poročilo iz sosednje Slovenije in ga, kot pozneje druga podobna, preposlal britanskim krovom. Te so informirali tudi drugi, na primer Mačkovšek, preko misije Švice in drugi. Britanske oblasti so torej bile od začetka na tekočem, da se pod zasedbo odvijajo številne nasilja proti upornikom in tudi proti civilnemu prebivalstvu. Seveda tedaj Velika Britanija, kot tudi drugi zavezniki, ni imela nobene možnosti preprečiti nasilja. Poskušali sicer, da bi se četniki in partizani združili ali pa vsaj ne napadali, vendar ni v tem, kot dobro znano, uspela. Podatke o nasilju so Anglo-Američani prejeli tudi od oseb, ki jim je med vojno uspelo zbežati iz Jugoslavije. Poročanje teh so bila seveda različna, večinoma sad osebnih izkušenj in so odražala omejen pogled, pogled glede širšega dogajanja. So pa lahko imeli določeno veljavo, če so jih primerjali z drugimi podobnimi pričevanji ter z drugimi viri. Sicer so, seveda, veliko podatkov, kljub napakam, uspeli pridobiti obveščevalne službe Anglo-Američanov. Iz analize vsebine prvih poročil o stanju v Jugoslaviji, ki so jih prijeli Američani, lahko zaznamo neko pomanjkljivo informiranje o dejanski stopnji odpora v Sloveniji in tudi mešanje nekaterih pojmov, kar je mnogo v ameriški obveščevalni službi OSS še bolj nagovarjalo k temu, da morajo vzpostaviti neposreden stik s Slovenijo. Podobno je veljalo tudi za britansko službo SOI, čeprav so prejemali več informacij od Američanov. Misije torej, ko so jih poslali, so tudi slednje pošiljali podatke o nasilju. Posebno poglavje je bilo tu seveda nasilje med partizani slovenskimi in italijanskimi zaradi meje v Julijski krajini, to pa zlasti od druge polovice 1944 dalje. Ravno tako so od konca leta 1941 Anglo-Američani prejemali podatke o sporu med četniki in partizani in o medsebojnih obtožbah o nasilju. Največ obtožb je bilo glede ustašev. Dešifriranje sovražnikovih sporočil je nekaterim vodilnim Britancem tudi ponudilo, da jim je bilo kaj kmalu jasno, da je gordijski vozel v boju v Jugoslaviji zelo zamotan. Že jeseni 1941 so lahko videli znake spora med partizani in četniki, kaj kmalu pa tudi, da se Mihajlović bolj malo opiral sinom osi, ter da ima z Italijani boljše odnose kot z Nemci. Tudi nekaterim v upravi SOI je bilo v prvi polovici leta 1942 jasno, da Italijani četniki podpirajo v boju proti partizanom, da so komunisti uspešnejši glede vojaškega vidika boju proti sinom osi. Vprašanje pa je bilo, kako bo po vojni. Medtem je bilo, to vedno v tem poročilu SOI, medtem je bilo za prebivalce težko.
saj morajo izbirati med komunizmom ali nečem, ki je zelo podobno fašizmu. Zaostrovanje komunistov je torej zadeve še bolj zakomplicirano. O zaostrovanju razmer in glede vzrokov za kolaborantsko držo nekaterih je bilo britanskemu veleposlaniku pri begunski vladi Randlu aprila 1942 jasno, da je Jugoslaviji nasprotovanje silam osi še vedno močno, je pa spor med Mihajlovićimi patriotskimi enotami in komunističnimi partizani vedno večji. In kaže, da slednji, se pravi partizani, pridobivajo vodilno vlogo proti okupatorju. Zlasti na Hrvaškem in Sloveniji, kjer naj bi partizani podpijali, zlasti na Hrvaškem in v Sloveniji, kjer naj bi partizani podpijali idejo o eventualnem formiranju komunističnih republik. To pa ima kot posledico, je sklepal Rendel, da se tu mnogi nekomunistični elementi pomikajo v privolitev zasedbe sil osi. Zaradi vseh oblik nasilja med vojno je bilo seveda veliko žrtev. Od začetka okupacije so se pričele pri vseh pletenih debate tudi pretiravanja ter prepiranja o njihovem številu. Pričina je srpska stran, ki je britanski oktober leta 1941 prikazala, da so med aprilom in avgustom Ustaši ubili kakih 180,000 Srbov. Vodja begunske vlade Simović pa je kopij spomenice, ki je poslal britanskemu zunanjemu ministru Idnu, dodal, da se je število ubitih Srbov povečalo celo na 300,000. Številke so se nekaj mesecih večale in večale. Postale so eden izmed argumentov, ki so razvajale jugoslavijske politike v migraciji. Jalovi so bili tu poskusi zahodnih zaveznikov, da bi se strasti umirile, ravno obratno. Težave vlade v migraciji so se poglobile. Jalovi so bili tudi poskusi, da bi se v zasedni Jugoslaviji odporništva združila. In zaradi tega je bil seveda pri Američanih interes za nasilje zelo velik. Registrirali so namreč veliko primerov oziroma obtožb in protiobtožb in podobno, pretiravanj na eni, na drugi, na tretji ali na četrti strani tudi ni manjkalo. Zaradi tega so bili posebej pomembni dešifrirani dokumenti sovražnikovih, pa tudi drugih sporočil, da bi lahko Britanci s primerjavo podatkov dobili objektivnejšo sliko. Drugi pomen oziroma usporedni pomen zbiranja podatkov o nasiljih je za Anglo-Američane bil problem vojnih zločinov. Britanci so tam razpravljali že na začetku druge svetovne vojne, saj so argument želeli takoj uporabiti v svoji propagandi oziroma protipropagandi proti silam osi. Najprej je bil, že konec leta 1939, na vrsti argument nasilja nad Judi. Skupaj z Američani so na to v letu 1942 pričeli načrtovati ukrepe proti vojnim kriminalcem in na to med vojno s to tematiko tudi nadaljevali. Tematika je seveda preširoka. Pri tem pa bi želel izpostaviti, da so v času priprav na invazijo Evrope Britanci v okviru svoje posebne tajne službe za propagando, Political Warfare Executive, pričeli sistematično zbirati personalne evidence o izdajalcih ali osumljenih izdajalcih, pripadnikih kvizniških enot in podobno. Ti seznami so bili zelo obsežni, najbolj v okviru zavezniške komande. Še bolj obsežni kot seznami, ko sta jih zbirali tajni službi SOE ali pa MSX. Saj sta slednji zbirali samo podatke o sovražnih obveščevalcih. Vprašanje pa je tu, zakaj je bilo to za Anglo-Američane tako pomembno. Imeli so očitno tudi namen nekatere sposobne zlasti obveščevalce uporabiti, pač silosi, uporabiti po vojni v novi vojni proti komunizmu, kar so po maju 1945 tudi uresničili. Pod pogojem seveda, da reciklirani med vojno, da tile, pač nekdanji obveščevalci osi, da tile reciklirani med vojno niso izvršili vojnih zločinov proti anglo-ameriškim vojakom ali civilistom. Posebej so tudi zbrali podatke o paravojaških in ali policijskih formacijah v Julijski krajini. Pri tem pa nas še čaka prava raziskava o tem, koliko so jih tudi te dejansko reciklirali. Naj tu omenim vsaj naslednji primer, čeprav še ni povsem potrjen s kakim drugim virom.
Britanske tajne službe so decembra 1945 poročale, da je njihov predstavnik v Trstu dobil krajše poročilo italijanske vojaške obveščevalne službe in sicer vodilnega formacije Rdečega mas Borgeseja so pred kratkim opazili v Vidmu v ameriški uniformi. Odpravil se je v Čento, kjer je imel stik s pripadniki bande Spoleru. To je oborožena skupina, ki jo vodi bivši oficir Slovenske republike Spoleru, ki je ob koncu vojne prebegnil v hribe nad Čento. In tu se nam odpira veliko poglavje, ki ga tu ne moremo obravnavati, o nezadostni ali nedosledni defašistizaciji, kar je tudi po svoji bila ena izmed oblik povojnega nasilja. Glede vojnih zločinov oziroma neupoštevanja tedanjega mednarodnega prava moramo omeniti tudi primer poravnanja partizanov z vojnimi ujetniki. Anglo-Američani so že med vojno imeli priložnost spoznati, da se jugoslovanski partizani neravno vedno držijo določil mednarodnega prava o vojnih ujetnikih. Tako je na primer aprila in maja 1944 nastal problem likvidacije določenega števila nemških vojnih ujetnikov v Dalmaciji. Maja 1944 je Fitzroy McLean tako povzel, citiram: "Ne bo ravno lahko pripraviti Tita, da spremeni svoje stališče glede vojnih zločincev. Še posebno zato, ker je bilo zverinsko početje Nemcev na dalmatinskih otokih proti civilnemu prebivalstvu na vse hudo." Konec citata. Pravno formalno pa je bil tudi problem predstavljala možnost, da se lahko partizani izkritujejo po Sovjetih, saj se slednji držijo metode hitrega sojenja in usmrtitve. Kot znano, Sovjetska zveza Ženevske konvencije o vojnih ujetnikih iz leta 1925 ni podpisana. Tito je Churchillu v naslednjih dneh sicer zagotovil, da je partizansko gibanje od začetka vojne storilo vse, da bi se določila mednarodnega prava o vojnih ujetnikih spoštovali, da pa je zaradi krutosti sovražnika prišlo do maščevanj, takih primerov pa naj bi bilo malo. Ko so junija 1944 razlagali v vodstvu britanskih enot v Dalmaciji in na to Tito Churchillu celo sporočil, da sprejema Ženevsko konvencijo in se je zavezal, da bodo partizani, v primeru, če bi ujetnike želeli zadržati pri sebi, vzpostavili korekten odnos do njih, ter da bodo pripadniki britanske misije lahko temu pričali. Kljub takim zagotovilom pa so Britanci še dalje gojili zaupanje, da se bodo jugoslovanski partizani do ujetnikov res vedno zdržali. Pri tem pa je treba tudi počrtati, da jih je zelo motilo, če so bili na prizorišču maščevanja prisotni britanski vojaki. Anglo-Američani so seveda zbirali podatke tudi o italijanskih taboriščih, pa tudi drugih taboriščih. Čeprav sem glede italijanskih taborišč dokumentov o tem dobil bolj malo. Nisem jih niti pravzaprav iskal. Lahko pa rečem naslednje, da po zbranih podatkih o stanju po leti leta 1943 ugotovimo, da so zavezniki zbrali precej točne podatke, da je bilo v Bonarcu zaprtih približno 4000 jugoslovanov civilnih ujetnikov. Posebno poglavje je bila uporaba podatkov v propagandi proti silam osi. Naj tu navedem le en primer. Še pred zasedbo Jugoslavije so Britanci prejeli podatke o težavah Slovencev in Hrvatov pod Italijo. Sredi marca 1941 so namreč z britanskega konzulata v Ljubljani poslali na svoje veleposlaništvo v Beograd in od Italije v London prevod memoranduma, ki ga je 2. februarja sestavil Vlado Črnmeli. Konzulat v Ljubljani je s domnici dodal tudi druge Črnmelive zapise. Za britanske kroge sicer vsebina ni mogla biti prava novost, saj so o stanju v Julijski krajini bili na tekočem, tako rekoč, odkar so se problemi pojavili, se pravi od konca Prve svetovne vojne. Tokrat pa je besedilo na 15 gosto tipkanih straneh očitno zgodilo veliko zanimanje v krogih Foreign Office. Prvič v tolikih letih. Saj so memorandum poslali politično obveščevalnemu oddelku zunanjega ministrstva in ministrstvu za informiranje. Podatke so namreč nameravali posredovati radijske postaje BBC, da bi jih čim prej uporabili v protiitalijanski propagandi. Vodilni ministrstva za informiranje so nenazadnje na začetku maja 1941 pisali Foreign Office, da bi radi prejeli podobno gradivo tudi o hrvaškem in makedonskem vprašanju. Primer torej, kako so Britanci represivno politiko ene izmed cilj osi želeli izrabiti v svoj prid.
Drugače se tudi ne moramo predstavljati takega njihovega zanimanja. V tem primeru je bila ost usmerjena proti Italiji, saj se zlasti od njenega vstopa v vojno po leta 1940 namenili veliko pozornosti, da bi tudi s pomočjo propagande na nek način prisilili, da izstopi iz vojne. Stanje na britanski strani seveda ni bilo rožnato, čeprav so se v propagandni vojni močno angažirali. Še konec leta 1940 so sicer upali, da jim bo uspelo, pri tem pa so v navodili za propagando, ki so sestavili vodilni vojske, niso omenjali spremembe mej na severovzhodu, temveč je to, da bi podprli separatizem Sicilije. Nekaj mesecev pozneje, o priliki omenjenega čeveljnega memoranduma pa, je bila v ozadju zamisel Britancev, da bi bili Jugoslaviji za njeno kljubovanje pred pristopom v trojni pakt pripravljeni dati kakšno obljubo glede mej v Julijski krajini. To je seveda že druga zgodba. Da pa bi lahko črmeljevo besedilo sploh lahko uporabili, pa je bilo zelo pomembno, in to bi lahko črtal, da je Črmelj nanizal polno preciznih podatkov, imen in podobno. Britanci so namreč vsakih zanimali obtožbe, ki so bile čim bolj precizne, saj so jih lahko le na podlagi takih podatkov izrabili. Še toliko bolj v našem primeru, ko so nam radi plesti oddaje BBC. Po vojni. Dokumentacija Anglo-Američanov dejansko ne zadošča, da bi na njeni osnovi lahko določili natančno število ujetnikov, ki so jih Jugoslovani zajeli ob koncu vojne. Objektivno rečeno pa je z nje ni mogoče določiti niti število ujetnikov, ki so jih na primer priprli sami zavezniki, ko so prišli na zahodni del Julijske krajine. Glede na to, nas seveda ne more pretirano čuditi, da Britanci in Američani niti na drugih območjih niso imeli oziroma niso mogli imeti preciznejših podatkov o vojnih ujetnikih. Konec vojne je namreč bil za Američane pomenil kaos. Prejemali so sicer številne pritožbe, o njihovi objektivnosti pa so večkrat izrazili večje ali manjše dvome, kar moramo tudi mi sedaj, ko jih prebiramo po več kot 60 letih. Tako na primer o problemu vračanj partizanov sovražnih enot in obračun nad njimi, padkovanih fojb in odnosu novih jugoslavijskih oblasti do italijanskega prebivalstva v Istri in na delu Dalmacije, pa tudi nasilje nad Slovenci na zahodnem delu Julijske krajine, pod zadevniško vojaško pravo. A vse to na tem mestu, zaradi pomanjkanja časa, seveda ne moremo obravnavati. Posebno poglavje je bil odnos zaveznikov do politične opozicije oziroma potencialne opozicije v Jugoslaviji. Zavezniški predstavniki so že takoj ob koncu vojne razumeli, da so politiki opozicije nezadovoljni. V naslednjih mesecih so zavezniški diplomati poročali, da v Jugoslaviji ni svobodne politične aktivnosti, ni svobodnega tiska, tajna policija ozna, pa je pravzaprav nek zakon zase. Pravi test so seveda bile volitve leta 1945. Nekateri zavezniški predstavniki so na primer opazili črtanje določenega števila volilnih upravičencev, da so nekateri voditelji opozicijskih strank v strahu in podobno. Da se skratka razvijajo različni pritiski na opozicijo in da Titova stran skuša na različne načine vplivati na volitve. Sicer Britanci tedaj niso posebej pritisnili na Tita, so pa se tudi zavedali, da imajo vso oblast in da bo volitve nezadovoljstvo tudi dobili. Saj opozicija nima prave moči. Razumeli so tudi, da obstoječemu režimu ni niti prave alternative in da zato jim ne preostaja drugega kot to, da poskušajo vplivati, da bi bil režim čim zmirnejši. Z Jugoslavijo so namreč Britanci želeli še dalje gojiti dobre odnose. Medtem so bile ZDA za ostrejši nastop in želeli so pogojevati s tem, da bi Jugoslaviji ne dali ekonomske pomoči. To pa je druga zgodba. Britanci so volitve analizirali na dva načina. Vladnik, ki je bil internega značaja, je ponovil, da so bili storjene številne nepravilnosti. Medtem ko je od 4. do 19. novembra 1945 skupina 11 britanskih parlamentarcev neuradno obiskala Jugoslavijo in tudi Trst. Z njimi je bilo tudi 5 novinarjev, med katerimi je tudi nekateri, ki so imeli izkušnje med vojno s partizani. V svojem poročilu so med drugim prikazali svoje videnje volitev. Poudarili so,
da so ljudje radi šli na volišča in da so prvič volili ženske. Zapisali so tudi, da je bilo kolaboracionistom, fašistom in podobnim preprečeno voliti. In to so zapisali na tak način, kot da je bil to nek poseg, nekaj normalnega in da je pač vlada sporočila, da je bilo teh med 2 in 4%. Vodje opozicije pa so govorili, da je bilo takšnih med 5 in 10%. Parlamentarci niso imeli večji pripomb o sistemu volitev, kroglice. So pa razumeli, da je imela oblast propagando popolnoma v svojih rokah. Opozicija je seveda gostom razlagala, da so v državi teror in ustrahovanje. Gostje so seveda poudarili, da je bilo na koncu vojne precej nasilja, da pa se je ta faza že zaključila, da ni več čiščenja v javnem življenju. Lahko rečemo seveda, da je bilo videnje parlamentarcev naivno. Sklepamo tudi, da so bili njihovi premiki po strogi nadzoru, da so jim pokazali tisto, kar so jim želeli pokazati. Je pa tudi treba počrtati, da so na Titovo stran gledali a priori benevolentno, saj je bil zaveznik v boju med vojno. Povsem razumljivo pa je, da so Anglo-Američani najbolj zanimali tisti primeri, ko so nasilje neposredno zajemali njihove vojake in civiliste. Med vojno, o smrti nekaterih posameznih pripadnikov njihovih misij so skušali čim podrobne razjasniti prave okoliščine smrti. Tak je primer desetarja SOV Michaela Trenta, ki je bil sicer pri italijanskih partizanih na Vinemske. Umrl je v nepojasnenih okoliščinah decembra 1944, pri tem pa naj bi bili krivi slovenski partizani. Že takoj med vojno so Britanci poslali svojega oficirja, ki je po podrobnih raziskavah in zaslišanih prič konec aprila 1945 ocenil, da ni mogoče niti obreči, niti potrditi suma, da je bil Trent na ukaz s spremstvom poslan na območje, kjer je bilo verjetno, da bo padel v nemško zasedo. Podoben je primer majorja Hesketh Pritcharda, ki je umrl 3. decembra 1944. Britanci so za manj preiskovali, saj niso uspeli gotoviti pravi okoliščine njegove smrti. To je očitno uspelo pred nekaj leti Marjanu Minasiju, to pa nahodljajo slovenskih virov. Tudi kapetan ameriške OSS, Charles Fisher, je še nepojasnjen umrl. Nekateri partizani so ga zadnjič videli 26. decembra 1944, ko je bila skupina partizanov, s katero je sodeloval, napadena od Nemcev in bil ubit. Proti koncu vojne in po njej je OSS, ameriška obveščevalna služba, raziskala vzrok njegove smrti, vendar ni uspela dobiti neposrednih očividcev, niti groba ali potrditve, da je Fisher resnično mrtev. Pravzaprav primer je še vedno nekaj. Kakor tudi velja za takovane primorske padalce, zanje pa se Britanci, vsaj do sedaj prevedenem gradivu, niso bili zanimani in sicer potem, ko so ti padalci zaprostili in tudi prišli v partizanske vrste. Pomenljiv je seveda tudi primer domnevne smrtitve skupine novozelandskih vojakov na koncu vojne pri Trstu. Številne govorice, časopisna poročanja obtožbe po italijanskih krogov in podobno so namreč trdila, da so jugoslovani v Bazovsko ali Zbiško fojbo vrgli tudi nekaj novozelancev. Neka druga skupina novozelanskih vojakov, seveda, je nekaj dni po umiku Jugoslovanov iz zahodnega dela Jugovske krajine prva prišla do te fojbe. Njihova poročila niso omenjale informacij, ki so se širile tudi pozneje, ter izdala veliko hrupa in zgraženo v medijih, in sicer, da naj bi iz fojbe izkopali približno 600 trupel ubitih Italijanov, ter da so bile vmes tudi trupla novozelancev. Zaredni niso niti dimantiji zaveznikov o novozelanskih vojakih, saj se italijanski pritisk nadaljeval. Ter glede na interne komentarje v Foreign Officeu, ki so po eni strani ponovili, da je zgodba o ubitih novozelancih neresnična, po drugi pa, da se morajo kljub vsemu zavedniški poslavci čim bolj potruditi in na vreme sproti obveščati, sklepamo, da so avtorji teh lažnih govoric dosegli svoj namen. Vodilni Anglo-Američani so pristilili, da so interes o zadevi gojili še dalje, na terenu pa so očitno morali biti pri raziskovanjih še posebej pazljivi. Vrhovni štab zavedniških sil je tako poslal Julijsko krajino skupino oficirjev z nalogo pripraviti podrobno poročilo o domnevnih zvedenstvih Jugoslovanov.
še posebno pa ravno zaradi govoric o umoru Novozelandcev. Zavezniki so v nekaj mesecih registrirali veliko govoric o njihovem poboju, posebej opravili podrobne raziskave, o njih pa ne duha, ne sluha. V obdobju po vojni in s tem bo tudi svoj poseg zaključil, so Američani prejeli tudi druge podatke o morebitnem nasilju proti zavezniškim vojakom v julijski kampi. Po leti 1945 so na primer prejeli podatke, da naj bi bilo v Fojbi, ki se nahaja blizu Materije, ubitih nekaj pripadnikov zavezniške misije, ki je delovali pri partizanih, in nekaj posadke zavezniške letala, ki so ga sestrelili Nemci. Na začetku je novica seveda vzbudila veliko pozornosti. O nadaljnih preiskavah v tej smeri pa dokumentov ni in niti dosedanje raziskave podatka ne potrjujejo. Take in podobne podatke, tudi o posameznih ameriških in britanskih državljanih, civilistih, ki naj bi bili ujeti oziroma zaprti v Jugoslaviji, je zaveznikom večkrat posredovala italijanska stran, ki pa je seveda imela interes nasprotno jugoslovansko stran prikazati v slabi luči. Tega so se zavezniki praviloma tudi zavedali, ne pa vedno. Hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala Gorazdu za to zanimivo izvajanje.